V Sloveniji radi kolesarimo, tudi v občini Borovnica, največ za šport in rekreacijo. Otroci tudi radi prihajajo v šolo s kolesom, obiskujejo prijatelje in odkrivajo okolico na kolesu. Da bi lahko več in bolj varno kolesarili na delo, v šolo in po opravkih, potrebujemo neposredne, neprekinjene, varne in udobne ter po možnosti tudi privlačne kolesarske povezave. Prvo tako v naši občini ob podpori Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije gradimo med parkiriščem pri železniški postaji Borovnica in odcepom za gasilski dom na Bregu. Gradnja se je začela septembra 2022. Zaradi sočasne rekonstrukcije odseka železniške proge med Preserjem in Borovnico pa bo končana s 5-mesečnim zamikom, oktobra 2023. V času gradnje pa v Borovnici ne držimo križem rok. Za promoviranje kolesarjenja kot zdravega načina mobilnosti na eni in rekreacije na drugi strani smo ob Svetovnem dnevu kolesarjenja 3. junija 2023 organizirali prireditev Borovnica kolesari. Povabili smo nekdanjega kolesarskega asa Jureta Pavliča, da se z nami odpelje po trasi kolesarske povezave v gradnji in trasi opuščene železniške proge, ki je že dolgo tudi priljubljena rekreacijska, pohodniška in kolesarska pot. Slovesno smo odprli kolopark Borovnica, ki smo ga prav tako s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj zgradili v projektu Las Barje z zaledjem, koloparki učilnice kolesarskih veščin. Na njem lahko kolesarji v varnem okolju pridobivajo sposobnosti dinamičnega obvladovanja ravnotežja na kolesu in se zabavajo s poganjanjem po razgibanih površinah. Vsako leto v okviru Evropskega tedna mobilnosti mladim in starejšim omogočimo spretnostne vožnje s kolesom, ob katerih spoznavajo oziroma obnavljajo tudi poznavanje prometnih znakov in veščine varne vožnje v prometu. Da opozorimo druge udeležence, da smo tudi kolesarji del prometa in ranljivi udeleženci v prometu, večkrat izvedemo tudi spremljane in varovane vožnje staršev in otrok po občinskem središču. Ker je le tehnično popolno in ustrezno opremljeno kolo varno za vožnjo, vsaj enkrat letno preko projekta Zero Waste v sodelovanju z javnim podjetjem Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o. organiziramo tudi brezplačen osnovni servis koles. Lepote, naravne vrednote in spomenike Ljubljanskega barja je najbolje odkrivati na kolesu, zato organiziramo vodene kolesarske izlete, primerne tudi za družine z majhnimi otroki. Borovnica ima čudovito in za gorsko kolesarjenje nadvse primerno zaledje Krimskega pogorja in Menišije, kjer je pravi labirint primernih gozdnih in ostalih cest za kolesarjenje. Tokrat je z nami kolesaril tudi nekdanji kolesarski as, dvakratni zmagovalec dirk po Jugoslaviji in Alpe Adria, Jure Pavlič. Gozdne in ostale ceste na Menišiji v naši občini in v sosednjih občinah kar kličejo po tem, da se na njih organizirajo tekmovanja v makadamanju, ki je v zadnjem času vse bolj popularna zvrst kolesarjenja. Zato smo v sklopu obeleženja Svetovnega dneva kolesarjenja 2023 za poslastico organizirali prvo gravel kolesarsko dirko za pokal občine Borovnica. Kot vidite, je bil tekmovalni naboj na ravni profesionalnih kolesarskih dirk.
Kolesarjenje je raznoliko in primerno za vsakogar. Krepi zdravje in varuje okolje. Da bo temu tako tudi pri vožnjah na delo, na izobraževanje in po opravkih in da bodo vožnje potekale na ustrezni kolesarski infrastrukturi, si bomo v občini Borovnica prizadevali tudi po zaključku projekta Barjansko kolesarsko omrežje odsek Borovnica-Breg.